Dobrodošli, oboževalci, v prvi Koki review. Tako je. Z Erikom sva gledala film Quiet Place 2 V kinu. v kinu, ker je kar noro. Je prva kino izkušnja po dolgih letih. In je bilo, mislim, sam je Kolosej, tako da ni bilo, a veš. Ampak je bil kino. Ja, kino je bil. In ja. Lepo je bilo. In ja, bilo je lepo. Ni vplivalo na užitek filma, mogoče malo. Čist pikico. Pikica. Ja, no, okay. Kot prvo, kakšno je tvoje mnenje o Quiet Place 1? Kakor se je spomnim, a ne, zdaj pač moram priznati, da sem že dosti pozabil od prvega dela, ampak prvi del je bil soliden, tako kot mislim, da je bil tudi drugi, no. Ja, se strinjam. Čeprav mogoče mi je bil ta prvi mi je bil mogoče boljši, samo zato, ker je pač bolj, a veš, bil bolj svež, pa bolj originalen, pa, a veš. Ja, ampak je težko je narediti pač je dober nadaljevanje. sequel, a ne. Ja. Ampak je dober film. Ja, ampak sem mnenja, da je dober sequel, no, pač ja. Težko je narediti drugi film boljši od prvega, no, tako. Ja, se zgodi, ampak ja, je težko. Ja. Ta review bo imel spoilerje, vmes sprinklane, tako da če hoče kdo gledati film, najprej gleda film in pol ne gleda review, ker te bo kdo gledal ta review. Ok, Erik, si imel kakšna visoka pričakovanja za Quiet Place 2? Mislim, niti ne, zaradi tega, ker se tudi prvega dela nisem toliko spomnil. Nisem pričakoval, ker pač običajno horror filme je težko dobre narediti. Pač večina horror filmov se mi zdi, da so tako, sploh te bolj novejši, večina so tako dosti floppy, Tako da nisem veliko pričakoval, ampak sem bil, pač, v bistvu sem bil zelo prijetno presenečen. Ja. Mislim, jaz sem bil približen, sem se veselil, pač nisem, ne vem, nisem umiril, da sem videl film. Ampak ja, pač John Krasinski iz Officea je prijeten tip, ta prvi je bil dober film. Ja, a drugače veš, da je John Krasinski iz Officea naredil Quiet Place 1 in 2. On je bil v Officeu. To ne vem, če je veliko ljudi, ne. Ja, sploh ne. Okej, tako, ko sem gledal film, pač lih sem se cepil, in jaz sem tudi imam probleme z pritiskom in pač mi na trenutke pač, ja, saj point filma je pač horror, kinda, da te pač prestraša, ampak tako bolj proti koncu sem rabil tako malo dol pogledati, ker mi je tako srce mi je toliko nabilo, da sem rabil tako malo pauze, no, tako da ampak to niti ni kritika, to sem tako nekaj, kar sem doživel med filmom, no, ampak tako, če gremo zdaj v to debato, se pravi, koliko je bilo scary, a ne? Ja, to je debata. Meni se zdi, da je bilo, da večino je dobro narejen pač horror aspekt filma, ne? Pač ene par jumpscarov je, Jumpscarov, ja, je malo preveč bilo. Ja, sploh tisto na vlaku. Ja, na vlaku. Ko sta bila tako dva zaporedoma. Ja, tako 1 minuto narazen, 2 fake-out jumpscara. Ja, če mi je pa všeč, ker tako velikokrat, pač ker veliko uporabljajo majhne prostore kot nek del horrorja, ne, recimo tam, ko se ta malo zapre v tisti vod,
recimo. Ti si bil po mojem najljubši del filma. Pa tudi na vlaku, recimo, a ne, je vedenje tako neko klaustrofobijo ti daje, v bistvu način, na katerega, kako je posnet, a ne, ti pol daje tudi tako ta občutek še zraven in mi je ful všeč. Meni drugače, Ker prvi del je bil zelo tako, a veš, bili so ves čas tam, a ne. In pol zdaj v drugem delu, ko so expandali pač na ven, a ne, je še vedno obdržal ta isti način hororja, da je tako zelo zaprt, a ne. Ja. To mi je dosti všeč. Meni film ni bil glih neki zelo strašen. Tako 2 dela sta mi bila tako. Pač mi je bilo strašno. Pač okej, ja, tisti, ki se zapre v tisti bunker, tam malo. Mislim, ni bilo, tisto je bilo samo zelo napet. Pač bilo je zelo dobro. No, sej, ampak Ampak tisti začetek pa ko gresta Cillian Murphy pa ta mala gresta na otok, a veš, like, imajo te pošasti, imajo tisto svoj tisti masaker. Tisto mi je bilo, ne vem, ko so bile ful taki brutalni gibi, pa veš, pa všeč mi je bilo, kaj je bilo podnev, pač a veš, da se je videl vse. Pa ni bil nek shaky cam, pač vse se je videl, pač je bil wide angle. Tako da ja, začetek pa konc, tisto mi najbolj delovalo kot grozljivka. Ker drugače v celoti okej, ne, v celoti ne bi rekel, da je cel film deloval. Kar najbolj ni deloval je hčerka od karakterja Johna Krasinskija je zdaj glavni lik, a ne. Kar je v redu. Ja. Pač njena zgodba pa Cillian Murphy pač je bil najboljši del, a ne. Tudi je zelo dobra igralka ta mala. Ampak pol ta subplot od Emily Blunt pa sina pa dojenčka se je meni vlekel. Ja. Pač nisem imel kaj dosti za početi, sploh dojenček, ne, pač, ker je bil dojenček toliko pomemben del zadnjega filma, vsaj konca, in zdaj pač sam breme jim. Lahko bi kaj bolj zanimivega, vsaj z dojenčkom naredil, no. Ja, to se strinjam. V bistvu oni pač ti, ki ostanejo, ne, Matka pa The Baby pa to, ne. So dosti tako, ja, dosti useless so. Pač ja, saj dobiš en horror ven iz njih, recimo tisti, ki se zapre pa pol, ki ju reši, ne, ampak ja, lahko bi kaj drugega mogoče naredili z njimi, ne vem, no, saj pač ne pravim, da bi jaz znal boljše narediti, ampak Pa tudi, nekaj mi je pač malo manjkalo je bil len način, da, a veš, ko se sin se na začetku filma se ujame v past, tisto medvedjo za medvede. In pač zato ne more iti na to pustolovščino z sestro. Pač razumem, pač več bi lahko naredili s temi 3 liki. Ta dojenček ima gas chamber? Mogoče, če malo komentiram vesoljce, mislim pač te pošasti ali karkoli, ne. Tako Ni glih originalen pač, dizajn. recimo na začetnem, ja, okej, to itak, ja, dizajn je zelo dosti neoriginalen, ampak tako, kaj je njihov point, a ne, ker okej, razumem, pač, da je kao probably ni hotel neki movie trope narediti, da je like, a veš, pridejo vesoljci, ki so ful pametni in nas hočejo overtakati, ampak so samo pač taki Živali. basically pošasti, a ne. Ja, basically živali, basically a veš una pošast od Ben 10. Ja, vem, katera. Kaj že? Tista ta oranžna, ta puhasta. Ja. Ja, no, basically so taki so, no, in pač ko gledaš film, a ne, kako te pošasti delajo z ljudmi, v bistvu jih sam
sam pobijajo. Tako brez razloga. Mislim, kinda. da so glasni, po moje. A razumeš? Kaj misliš, da so to, sem triggered zaradi Ja, sounda? mislim, po moje je to fora. A že pač, da imajo toliko, ne vem, občutljiv sluh, da te pač ubijajo, če si jezen. Mislim, če si glasen. Misliš? Ja, po moje se sam pač tako ultimate knjižničarke. Ne vem, meni se sam zdi tako malo, tako, Mhm. znaš, da bi bil kakšen motiv za tem, da bi jih vsej pojedel, pol ali Mhm. kaj, veš. Ker drugače je sam tako no, like, ok, to je pošast, ki pač, Pač ja, ki zakolje in Ja. gre naprej. Kaj so pri začetku bila? Začetek, pač, ok, cel film je dobro posneta, ne? Ampak specifično začetek se mi zdel pač res zanimiv. Z temi one-shoti pa dolgimi takei pa like, paralele, ki like, John Krasinski prižge avto in pa odreže na radio od mame, pa ki vozijo. Pa, dobro posnet film. Lepo zgleda tudi pač barve, ki sta na sred filma, po moje, ki sta Cillian Murphy pa ta mala sta na mostu pogledala sončni zahod. Pa lep film, vizualno. Ja, estetsko to Ja, zgleda. ja. Tako da ja, to je John Krasinski kar dobro naredil. Ker pa John Krasinski ni dobro naredil. Vsaj ne v celoti. Je dialog. Ja, povej mi, kaj te mu Dialog je včasih malo preveč je tak, na trenutke je preveč hollywoodski. Veš, kaj mislim? Pač tak, Aha. včasih ne govorijo tako, kot govorijo ta pravi ljudje. Pač, naprimer, veš, kaj jih, ok, na začetku filma Cillian Murphy reš pač to družino. In pol se skrijejo v njegov bunker in Emily Blunt mu reče, take off your mask. Pa like, mislim, ponavadi sam pač rečeš, a si ti tisti, ki ga poznam. Ja, probali so tako Ja. buildati tension, Ja. ampak je sam, like, ja, to šteka. Pač kot scenarij je pač dobro napisan film, ampak pač dialog, na dialogu mora še John Krasinski delati. Ja, na trenutke imamo tako. Mhm. Kaj imamo še? Obviously sound design pač je pač zelo dober, tako kot v ta prvemu. Čeprav v ta prvemu se mi zdi, da je še zmeraj bolj, ker ta prvi je ful bolj tih. Pač tukaj ne spomnim se toliko ta prvega, ampak če se, ne vem, po moje tako govorijo mogoče ene 5 minut vse skup. Tukaj pa pač skoraj cel film govorijo. Ja, to je Ker res, pač ja. ni problema, ne, sam pač se mi zdi, da ni toliko posebna ta gimika, a veš, da je cel film tišina. Ni prisotna to, kar je v ta prvemu, ker je pač, ok, razumljivo, ampak še zmeraj. Ja. Cillian Murphy, ti vem, da si fan John Krasinskija, sem tudi jaz, ampak meni je Cillian Murphy bolj deloval v tej vlogi kot John Krasinski. Mislim, ja, se je zelo dobro odigral pač ta svoj karakter. Malo je hiter bil prepričan, pač jaz se vem, da je pač film, pa pač pacing. Ja, pa ne. to razumem. Pač basically ta cel del, ki ima ta Emily Blunt pa on, ki ima ta nek like Pomagi nam, ne bom. What about the Ja, ja. children? Ja. Ja, kar To je tako malo, ja. Až kar na začetku reče, da ne morete vstati, pač je like tukaj, ne morete vstati. Ja. In pa like, pa samo vstanejo, nimajo nobenega pogovora naprej. Ja. Ja, Ja. to je. Ja, drugače pa v redu, pač ja, na koncu je kao nek character development in dobro je odigran in to, ja. Nimam nekaj. En element filma, ki mi je bil ful všeč, so vse te stvari, ki so jih
establishali na začetku, ali pa pač so jih na začetku filma in pa so jih uporabljali tako ali na koncu ali v srednjem pač. Ne vem, kaj, naprimer, kaj igrajo bejzbol, On pa ja, dive. pač kako se reče dive s tem jezikom za gluhoneme. Pa, Ja. vsi se ne spomnim več. To je edina, kar se spomnim. Evo, tako všeč mi je to, ko uporabljajo feedback Ja, od mikrofona, pa to zato, da preganjajo te živali, oziroma da jim ekspozajo ja, pač to me je drugače, da jih to lahko me je kaj vidiš. naskrbelo pred filmom, pa, ker pač, a veš, na koncu prvega filma ugotovijo, kako se ubije pošasti. In pač, a veš, kako se ubije pošast, pač ni to grozna, ne. Ampak pol Ja. pač mislim, niti ne uporabljajo toliko tega pol, ker pač povejo, zakaj ne morejo tega uporabljati. Tako da ja, so kar dobro okoli tega problema prišli. Ja, se strinjam. Kaj še? Aha, ja, to v bistvu, ko ta mala, a ne, kako to slišiš na radiju, ta komad Beyond the Sea, a ne. To je tako malo stretch, da bi nekdo pač Ja, s to informacijo zvedel, kaj je mišljeno, I ja. guess. Ja, Da ta ja, radio ja. nekaj na enem otoku. Ja, to je res. Pa tudi recimo na koncu, ko v bistvu začne pošiljati feedback čez radio, a ne. Pač kdo bo v svetu, kjer moraš biti čisti, Prižgal radio. bil ja, požgal radio in to tako Ja, tega feedback. sploh ne mislim, dober point. Ja, to je tako Ja, malo upsi daisy v ja, plotu. ja, to je res. Ampak ja, no, sej pač je pa enjoyable film. Ja, tako, ja. ja. A, Pa tudi pač res mi je v bistvu pač, ok, jaz sem povedal, da imam tako hollywoodsko narejen character development, mi je tako zelo všeč, ker v bistvu ta, kako mu je ime v filmu, Komu? no. Cillian Murphy. No, on ja, pač, ki je na začetku v bistvu čist kao ego, a ne, kao sam zase skrbi še. In pol na koncu v bistvu reš basically cel island, ki odpelje z avtom. Ja, tako. Ja, To je ja. lepo bilo. A še kaj takega za povedati? Ending je bil tak, da like, pač matka pa otroci ostanejo tam, a ne. Ja. Pač zdi se mi, bojim se, da bi lahko nekdo naredil še tretji del. Mogoče. Mislim, In kakor jaz vem, so Krasinski komaj prepričali, da je drugi del naredil. ja, so je. In če bo kdo tretji del delal, najbrž ne bo on. In bojo najbrž še bolj po Hollywoodili stvari in meni se zdi, če bo tretji del ali pa če bo kakšen spin-off, da bo zelo slab. Ja, se strinjam. Da bojo kinda ruinali Čeprav, franšizo. ne vem, mislim, odvisen, koliko bo denarja zaslužil. Pač Ja, zna biti kar, no, ker je kar dost, se mi zdi, da je kar dost ja, popularen. pa John Krasinski, ja. Ja. Mislim, mislim, se tudi ta prvi ni rabil, pač ni imel, pač pač v bistvu ta film ni potreben, ne. Ampak mislim, ampak tukaj, od dvojke naprej, pač kaj lahko v tretjem delu, pač da, a veš. Ja, da bi do konca premagali te vesoljce, recimo, ne vem, da bi prvo rešili une in pol bi se najdli s kom drugim in pol bi neki in pol bi, ne vem, ali pa bi recimo trade-offali, da bi v bistvu vsi uglušeli, ampak da bi naredili toliko močen feedback, da bi tako po celi državi, a veš, uničili te pošasti, ampak bi vsi uglušeli zaradi tega. Ja, mislim, je Michael Bay. Who cares? Tako da, maybe. Ja, sej, pač pravim ti, ne, da se bojim, da se bo tako kaj takega bizarnega pol zgodilo, se veš. No, upajmo, da ne, ne. Ja. Ja, no. Ja.
Kaj pa je tvoj tako zdaj moramo pač na koncu še v številke dati, Mhm. of course, svoje Ja. mišljenja. Uh, Kako bi rejal ta film, recimo od 1 do 10? jaz bi mu dal 7. Tako, Jaz pa 7,22. wow, zelo specifično. Ja. Jaz bi mu dal 7, ampak je tako. Je pač, je 7. Je specifično 7, nič. Zame je pa specifično 7,22. No, se pravi, tebi je bolj všeč bil kot meni. Ja. Ja, ok. To je bil prvi Koki review. Naslednji bo za... Kjer film že? Fast and Ja, Furious 9. ja, ful se veselim. Ja, Ja, Vin jaz Diesel tudi. je moj najljubši igralec. Bima. Talk to me, baby. Ja, no, tako da, Se slišimo v naslednji epizodi Koki Studios Ja. Reviews. Fast and Furious. Jej, Race Race Wars. Wars 9. Adijo. Ajde, čau.